Ja, že 100 let čakam, da me bo poljubil in me še kar ni, 5 mesecev sva že šla na dejt in me še kar ni poljubil, meni se bo zmešalo, nič noče narediti, štekaš. No, drugače to sem rekla, da bom povedala, kako sva se midva z Janom prvič poljubila. Ker to je pa vedno to hilarious. Prav v momentu, ko se je to zgodilo, sem jaz tako razmišljala, ne moram verjeti, da si zdaj ta trenutek on izbral. Včasih se tudi zgodi, da ji nisi zadosti všeč in boš mogoče dobil klofuto. Kdaj je te prav cajt, da se daš dol z nekom? Jaz imam lahko casual sex z vibratorjem, recimo. Štekaš? Ampak jaz predtem sploh nisem mislila, pa že to lahko tok erotično. Bila sem tako zjutraj zbudila pred čihtom in sem se tako še pol ure ali pa 1 uro mečkala v posli, pa nisva, in to se ti tok nabira in polka si ko sva prvič seksala. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Hej, dobrodošli v podcastu A lahko to ostane med nama? To je podcast, v katerem govorimo o seksu, seks igračkah, danes tudi o tem, kdaj je primeren čas, da prvič nekom seksaš, ali pa tudi sam, da se poljubiš. Skratka, govorili bova o vsem, kar je tabu, ampak ne bi smelo biti. Ja, gledamo se pa vsak ponedeljek, zaradi tega, da ponedeljki ne bodo več tako bedni, kot so nam bili do zdaj in jih bomo imeli končno malo bolj radi. Pa še en disclaimer. Če te vsebine spolnosti ne zanimajo, ali pa si primeren za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ja. Začnimo teden seksom! Jej! Okay. Kako si, Sara? Ej, super. Dan sem ful boljš, kakor sem bila včeraj oziroma prejšnji teden za vas v ponedeljek. Super, gre! Veselim se, da ti predstavim to igračko. Ok, pa kar začniva z intimnim kotičkom. Rekla sem, da bom jaz začela, ne? Ja. In to zato. Ker danes govorimo o eni mojih najljubših igračk. Jaz bom zdaj na začetku itak, ker vam vse moje najljubše igračke predstavlja. No, niti ne, bom v bistvu, tale je ena mojih najljubših. Imenuje se Twirling Fun od Satisfyerja. Satisfyer je drugače moja najljubša firma, po mojem. Če bi mogla, prav zanj sem razmišljala, ker sem si zobe umivala, da če bi mogla izbrati eno firmo, kateri bi prodala dušo in bi pač mogla sam še od njih kupovati, bi izbrala Satisfyer. Res, okay. Ker imajo vse. Oni imajo tako res Not sponsored. Vse. Ja. Sponsor me, Satisfyer, please. Ne, ampak realno, če tako potegnem črto, večina mojih najljubših igračk je od Satisfyerja. Pa ful jih imajo, ne? Ful jih imajo, cenovno dostopne, ful kvalitetne, lepe, vse, kar rabaš. Ja. V glavnem, ena zanimiva zgodbica, ki je povezana s to igračko, je, da sem jaz, preden sem začela delati v sex shopu, gledala itak videe na YouTubeu in sta 2 youtuberke govorile o ne točno tej igrački, ampak na podoben princip, na palčko. In jaz sem bila tako, kaj je to zdaj ena čudna reč? In sta jo ful prehvalile, koliko je to dober, pa koliko je čist drugače, kot vse ostale igračke. Jaz takrat itak nobene nisem imela in sem si mislila, ok, prav, ne, pač ful. In ko sem mogla poslati predstavitveni video, preden so me zaposlili, nisem imela nič za v roke pred, da bi pokazala, pa mogla sem pač predstaviti eno igračko. In potem sem lahko, da bom jaz to igračko predstavila in pač kaj je najbolj temu podobno? Električna zobna krtačka. In potem sem imela jaz tako električno zobno krtačko in sem bila jaz tako, evo, to je točkovni vibrator in sem potem vse tako razložila, kaj pa kako. In potem si probala to zobno ščetko uporabljati kot vibrator. A veš, da nisem nikoli. A ja, jaz sem mislila, da tle pelje ta zgodba. Joj, ne. Samo... škoda. Sorry, ker sem te razočarala. Ja. Ampak potem pa preskočimo kakšno leto kasneje, ko sem potem jaz to dejansko sprobala. Sem jaz del tako na full circle, veš pač. Da sem jaz o tem govorila, še prej sem sprobala, zdaj pa lahko končno sprobala. In jaz sem bila pač, lahko si predstavljaš, full visoka pričakovanja. In ko sem jaz to prvič sprobala, sem bila kar malo razočarana. Tako sem bila pa ne vem, no, ni mi bilo ne vem kaj, ful se mi zdi, tudi ko jo sam probaš, ne vem, na roki, pač to ni nič. To nič ne čutiš v bistvu skor. Pač, ko so to knežne vibracije. In jaz sem bila tako, sem si mislila, že prej sem sprobala tako, to bo pa mogoče malo bolj tako žalostno. Ampak sem mi dala priložnost in pol ni bilo to ne vem kaj. Ampak, jaz vedno govorim vsem, pač moraš dati ti igrački več priložnosti, ker konc koncev, jaz lahko, uporabljam Power Flower, pa mi kdaj tudi ne bo všeč. Ja. Kdaj pač nisi in the mood for it. Včasih se moraš tudi naučiti to stvar uporabljati, tako da bo glih tebi pasal. Pač jaz takrat mogoče glih nisem bila toliko in the mood, pa nisem še vedela, kako točno jo moram jaz obrniti, da bo meni pasal. In pa sem jaz to neparkrat sprobala in naštudirala, kaj moram jaz narediti. In pa je to postala tako, jaz sem to pol vedno uporabljala. Pač jaz sem imela
fakt, zdaj si malo premalo cajta za to vzamem, ampak jaz sem imela obdobje, ker sem tako se spravila masturbirati in jaz sem imela najprej eno igračko, pa mi je prišlo, sem jo dala stran, sem vzela drugo, mi je prišlo, sem jo dala stran, ker mi je Lucija, naenkrat. Ja, meni je ful pasal, pač meni potem, ko mi je enkrat prišlo, mi ni več pasal ista stimulacija. Sem rabila nekaj drugega, eno drugačno vibracijo, eno drugačno igračko in tale je bila čisto vedno na vrsti. In pač ponovadi ni bila prva, ponovadi je bila malo kasneje. Ponovadi je bila tako druga ali pa tretja. In jaz sem ugotovila, da me najbolj paše, to se pravi, če je to klitoris, tale členek, pa to sta ustnice, ne da ga dam tako direktno gor, ali pa tako, jaz sem ga dala prstrani in jaz sem kar prslonila celo tole palčko ob klitoris. Okay. In meni je bilo to, mislim, je še zdaj v resnici ful dober. In tudi vibracije sploh niso tako nežne, ko imaš enkrat to direkt na klitoris pritisnen. Pač, kakšna igračka je res ful intenzivna, že ko je v roke primaš. Ta je pa tako res perfektna. In sploh, veš, ne vem, pri meni, potem, ko mi pride, kaj je že malo bolj občutljiv klitoris, meni pa še, da je vse malo manj intenzivno. Sicer pol na koncu, sem že na največji intenziteti, ampak tako začnem na malo manj in mi je res huda. Veš, kako pa jaz tega uporabljam? Drugače je tudi meni ta ful dober, ampak jaz ga pač samo to špico dejansko tako prslonom ob stran. In tu ob levo stran. Enkrat sem prebrala in jaz ne vem, če je tu resnica, ampak jaz sem tu probala in pač se mi zdi res, da je kao bolj nekako, da bolj čutiš, če si daš na levo stran klitorisa, ker so tam bolj žila ali bolj oživčeno, da ti povej, kaj veš. Mislim, ni nujno, da je pri vseh na levi strani, ampak je pa resnica, da imamo eno stran, levo ali pa desno, ljudje bolj občutljivo. In jaz pa pol malo menjam. Pa veš, kaj mi je najbolj zanimivo? Pri tej igrački res opazam, da pač tako klitoris preden ti pride, tako malo v telo zgine. Ja, zato ker ga ne moreš zadeti. Ja, tako tik preden ti pride, ker tako hoče zginati, pa se boš tako ali bolj povadila, ti zdi tako. Ja. The best, good point. Ja, zdaj razumem. Jaz nimam sicer tega doma, če si izga s to špičko, ampak imam tazga veš kaj v krogu. Sem pa tega tudi probala, ampak moram reči, da mi je ta boljši, ker ima to ravno površino, tako se mi zdi, da mi lepo ful. Meni se tudi zdi boljši, kot karunka ga imaš ti. Pač imam tako rada nežne vibracije, ne? Ja. Pa sploh, pač pri takih se mi zdi, da ne pokriva tako dosti velikega območja, da bi ti bilo pol preveč, ne? Top. Mi pa ni všeč, recimo, tako, če ga pa hočemo uporabljati tako med seksom, s partnerjem, mi pa premalo. Ja, pa jaz ne morem zadeti s tem, recimo. Ja, ni toliko praktičen. Ja. Sploh. Za solo? On the other hand, za med seksom, ne? Jo, prej, ko si govorila o tem, kako je kakšen vibrator tak, da ti tako roke trese, ne? Jaz upam, da tu ni moteče za tele mikrofone, ampak pa zelo bo crkno, ker je že Oh my god! Ja, kaj, če si ga spraznila, ne? Ne, tu je bilo prav una fora, veš, kad ti crkne vmes vibrator, preden ti pride in pol moraš na manualno nazaj prestaviti. Jaz imam sam predal, odprem, pa novo ven. Ja, no, zdaj ne boš videla, tu je tako primaš v roke, ne, tle gor čutiš vibracije. Oh my god. No, in tu je pa... To je Rocksoft, ali kjer je ta? Ja, Rocksoft čajamo, ali kako čajamo. In pač the best je meni tu, da ima tle to ravno površino, ko jo lahko tako gor direkt pritisnem. A direkt na ščegi, ja? Ja! Tako, to se pravi, če to zdaj tlej lukna, pa tlej ščegi. A od kogor ali tako dol? Ali direkt tako gor pritisneš? Pač kakšen kot? Kako? Ja, kaj ti računamo te kote? Jaz to ne, ampak to zanima me. Ja, jaz sem dam gor. Direkt. Jaz mislim, da bolj od strani. Ne vedno isto, tako da jaz mislim, da od strani. Na levi strani pol, ne? Ja, ker če damo od zgore, je ta kožica, ki je pa, če pa od spodaj, je pa preveč. Okay, no to. Cool mi je, da je ful močen, ne? Pa vem, da je drugače ne mara močne stimulacije, ampak ta na hitro stimulacija je meni v redu. Pa pri vibratorjih je čist drugače, kot pri teh, ki imajo lukno, ne? Ker ta, ki ima lukno, ga ne moreš, ko ti pride dati stran. Ker potem nič ne čutiš. Tega pa lahko malo stran premakneš in lahko tako kontroliraš, pač koliko je močen, štekaš. Une z lukno pa ne moreš kontrolirati, skozi je isto močen. No, in tu mene mede in tu je v bistvu en izmed teh, ki jih največ uporabljam. Pa še med seksom isto. Ful je močen, pa ful enostavno z njim zadaneš. Pa glih tukaj je dosti velik, da ga lahko v bistvu tudi sem tako postaviš. Veš, kaj mislim? Da ne rabiš ga držati skozi roke. Ampak čak,
kako ga postaviš? Ko ležiš ti na hrbtu, Recimo, če jaz ali si ležim... ležiš tako s trebuhom dol, pa si Ja, ga daš recimo, zatlačeš? ja, recimo. Med jogi pa med tvoj telo. Tako je. Aha, ja, Ja. to si predstavljam. Da se malo drgneš ob njega, ker ob tega se ne moreš, ne? Ne, ni šans. Ja, no, tu je meni dobro. Pa itak so tako močne vibracije, da se cela posla trese in pač dejansko čutiš in to lahko jaz sem tako položim in je top. Nice. Tako da, I love this one. In že ful dolgo ga imam in že vedno znova se vračam pač k tem osnovnim, tako bolj igračkam. Evo, ful zanimivo, ker jaz Ja. recimo, jaz se česa tazga po moje ne bi nikoli kupila, ker se mi zdi preveč boring in basic, ampak zdaj si ga pa ful želim, ker se mi ga skoro predstavlja. da je crkno, ker Da mi ga v roko vsem. ful, pač meni... Pa glih prav je debel, ne, tudi tako, pač meni je tu idealen vibrator, le jaz nekaj za reči drugega. Drugač, mislim, zdaj odkar uporabljam un basic bullet, ki sem ti rekla, Ja. štekam, I guess. Ja. Štekam. Ja. Je nič, bom mogla do zdaj sprobavati. Jaz sem bila vedno ful tako, za te eksotične. Meni je bilo vedno tako bolj zanimiv, pa drugačen, pa brvit, bolj sem bila jaz tako, give me some of that. Veš, kaj se In mi to zdi, sem da- pogledala in sem bila tako, jaz pa že nisem dolgočasna stara mama. Pač jaz sem bila obsedena, ne, s seksijem, igračkami in seksom in pol sem si tega vse kupila, se veš. Ja. Tako vse možne stvari. In pol, ker sem probala enkrat tuk nekih kao ekstravagantnih stvari, ki so mi bile ful brez veze, ker se mi zdi, da včasih ti proizvajalci igračk naredijo kar nekaj drugačnega, sem zato, da je nekaj novega, pa da je malo drugačen. Ja. Ni pa efektivno sploh in je grozno. No in teh sem jaz milijon sprobala. In pol se ti doma tako nabere en koš teh igračk, ki jih nimaš kam dati, pa kaj z njimi narediti. Pa še ugotovila sem, da na koncu, potem, ko mi pride, je itak v redu. Vsaka mi je v bistvu v redu. Tako da zdaj sem na teh osnovnih. In mi je super. Ja. Razumem, ja. Čeprav je meni je še zmeraj zabavno sprobavati nove stvari. Tako, ne vem. Tist excitement, ki je nekaj malo drugačnega, pa da malo raziskuješ, pa si tako da vidiš. Ampak, tako day to day, se pa res pol vračaš k tistim osnovnim. Pa če Ja. bi vse sprobala, kar je na svetu, ampak verjetno za redno uporabo bi pa potem k tem osnovam prihajala. Pa res je drag šport, ne? Je pa Res je drag šport, če bi si jaz hotela tu vse kupiti skozi, ne bi bilo v redu. Če pa hočete vi probati kaj razmed teh igračk, je pa koda med nama 15 na pitchpop.si. Tako je. Kaj se je pa z mojim glasom zdaj zgodilo? Jaz sem pa zdaj tako excited za Lucija in Sara pametujeta, Ajde. ker tole, mi da smo se že prej malo pogovarjale in smo mogli kratko drugo bremzati in biti tako čak, tihmo, da tole lahko potem poveva, ker potem, kaj enkrat, če isto poveš, ni več isto. Ja, pač Tako mi da- se zdaj ne smeva družiti, niti pogovarjati. Vse, kar lahko je tle sediva, pa govoriva, ker drugač zgubiva kontent. Ja, tako da se bomo res izognili temu, tako da ne mi nobenih voiceov pošiljati. Ok, sorry. Tale tema, najprej bomo govorili o poljubljanju. Tale Sara je najdla na medover.net eno zgodbico o tem, kdaj, kako veš, da lahko poljubiš žensko, kako pa kdaj. In je bila ful zanimiva. In potem sem se jaz vprašala, ok, kaj pa prvi seks, kako pa na to gledamo ljudje. In potem sem jaz na Instagramu vprašala moje sledilce in je bilo toliko odgovorov. Pač jaz sem se prebila čez te odgovore, da bi celo knjigo prebrala. In eni odgovori so me toliko presenetili, ko mi čakam, da o tem Okay, govoriva. zanima me zdaj. Obema ima ful veliko za povedati in začnemo kar s temle vprašanjem iz Medoverja, pa ga bo kar Sara prebrala. Yes. Ja, en disclaimer, mi dve tu prebereva čistko, ko je napisano. Tako da, če so kakšne čudne besede, nismo medve krive. Zdaj bom pa kar prebrala. Moje vprašanje bo mogoče malce smešno, vendar kdaj je pravzaprav najbolj primeren trenutek za prvi poljub z novo partnerko? Kar nekaj težav imam okoli tega, saj če grem z neko punco na zmenek ali na pijačo, enostavno ne vem, kdaj je pravi čas za poljub. Le v redkih primerih, naprimer, kadar je punca nora na mene in se to tudi vidi, pol ni težav, saj se vidi, da hoče. A kadar ni tega, pa nastopijo težave. Predvsem me mučijo naslednja vprašanja. Kdaj je najbolj primerna situacija za to? Kako vem, da tudi ženska želi to in me ne bo odvrnila? Vse me pri tem malo strah, da mogoče ona ne bi. Kaj pred poljubom sploh povedati oziroma o čem se pogovarjati? Hvala za odgovore. Jaz se čisto relatam. Jaz se tako ful relatam na tole zgodbo in če bi bila moški, bi ful trpela jaz. Kada se moraš tukaj enih stvari odločiti pa jih vedeti, težko smo ženske.
Ampak veš kaj, ko sem prvič to brala, mi to ni kapnalo, ampak zdaj, ko si ti to brala na glas. On je rekel, da kadar vidi zanimanje strani ženske, da mu je ful enostavno, da je ve, da jo lahko poljubi. In da pač takrat, ko pa ne vidi tega, pa ne ve. A ni to tako najbolj jasen znak, da potem to ni primeren čas, da jo poljubiš? Pač po mojem, ta, ki je to pisal, v resnici ve, kdaj je primeren trenutek za poljub in pač, če tega ne začutiš, tega potem rajš. Ampak odkje pa pol izbirajo une ženske, ki recimo na internet ali pa ne vem, tudi na Medoverju pišejo, ja, že 100 let čakam, da me bo poljubil in me še kar ni, 5 mesecev sva že šla na dejt in me še kar ni poljubil, meni se bo zmešalo, nič noče narediti, štekaš, iz kje pa pol to izvira, če pač vedno itak kao naj bi mogel vedeti, ne? Ja. Pol pa še ta fora, da zdaj itak, meni se zdi, da se je mal zameglila ta meja med tem, kaj je zdaj dovoljeno in kaj ne, kao zdaj smo bili tako vprašati, jo moraš, vedno moraš za consent, kao vprašati, ne, pol pa, ko mene nekdo vpraša, če mi da lahko ljubčka, sem tako pač, ne me tu sprašvati, dej ali pa ne dej, ne? Ja, ne, jaz se toliko spomnim, to je bilo pa še v srednji šoli in je šla ena kolegica na dejt s fantom in je rekla, no in pa so bila tam in pol mi je rekel, a te lahko poljubim. In pač, itak sem mu rekla, ne more me to vprašati, on bi mogel sam zažvaliti. In pa sem tako razmišljala, prav spomnim se, takrat sem tako razmišljala, pa v bistvu štekam, ampak a ni lepo, da te je vprašal, a ni tako fajn, da ti je rekel, ampak po drugi strani je pa res to, cringe to. Tako. Pa zakaj nam je pa tu cringe? Veš kaj, jaz v tem vidim, pa kaj tako čutim, ne, po moje, da ni, mislim, mogoče, tudi od tega, ne vem, ampak jaz tako, ko me nekdo tu vpraša, pa ne vem, zakaj rabiš ti zdaj moja potrditev, če me lahko poljubiš. Štekaš? Ja, pač meni se drugače. Če pač si tako prepričan v tu, ne vem, v mene in tudi v sebe, pol probi, ne, pač, kdor ne riskira, ne profitira, veš, štekaš. Kaj ti bom jaz tam dala navodilo, da mi daš ljubčka? Ne. Ja, se to je tudi res. Pač tle res mogoče najbolj pomembna ta nebesedna komunikacija. Ja. Mislim, en komentar je bil potem, deva kar to. Se vrneva nazaj, ampak en komentar se mi je zdel kar tako smiselen. Aha, talele, ne? Ženske imamo rade samozavestne moške. Ko boš čutil, da je pravi trenutek, ji daj roke okoli bokov ali pa jo romantično in predvsem nežno prisloni na kakšen zid in ji globoko poglej v oči. Če boš videl iskrice, ji samo poljubi ustnice. Včasih se tudi zgodi, da ji nisi zadosti všeč in boš mogoče dobil klofuto. Fak. Sproščen bodi, samo nežno jo objemi z rokami in jo poglej v oči. Mogoče te bo pa ona poljubila. A si dala kdaj komu klofuto? Kaj te je hotel zažvaliti? Ne, se glih tu sem ti prej govorila, Lučerja, ali kdaj, da ja, jaz tu kar vem. Jaz vem in on ve. Čutim jaz, da nekdo hoče. Ja? Ja. In kako jim daš potem vedeti, da ti tega nočeš, če se to zgodi? Ali se kdaj to zgodi? Nič kaj preveč si jaz ne delam težav v glavi, zato ker se mi zdi, da pač, če je on pripravljen na neki, pa če je, ne vem, dosti samozavesten in tako bo že prišlo do tega, pa če je namenjeno, da bo, nisem pa jaz veš, ko bi neki tu forsirala ali pa neki delala aktivno na tem. Štekaš, tu mi gre v minus, tu mi je tako, ni mi tu. Čeprav se mi ne zdi... Ali kako misliš delala? Tako, kaj naredim? To so tako nezavestne stvari. Ja. To je podzavestno, to je res ful podzavestno. Ne, ampak tako sem mislila, recimo, da vidiš, da te on hoče poljubiti, pa ti nočeš, da te on poljubi. Ali pa se tako kaj stran odmikaš, ali se tako prav namerno, ali misliš, da to podzavestno pride. To se pa ne zgodi, zaradi tega, ker jaz sploh... Jaz sem drugače zelo odmaknjen človek in ne spustim ljudi blizu. Tako da, če te spustim tukaj blizu, da ti sediš zraven mene tukaj, da lahko si sploh zamisliš v glavi, da mi daš ljubčka, pa da je zraven še neka olajševalna okoliščina, da sva recimo na dejtu ali neki, ker jaz na prvem dejtu se ne bom zraven tebe usedla. Pač ti ne boš imel priložnosti mi dati ljubčka, ker jaz ne bom zraven tebe šla. Okay? Razumem. In pač se mi zdi, da se tudi dosti naravno, ker jaz pa človeka, jaz se drugače ne dotikam. Se že tebe včeraj, ko sem ti mogla dati ljubčka za thumbnail, ne? Skoraj me je kap zadela. To je meni tako najbolj neprijetno možno na svetu, sploh ne vem zakaj. Pa s tem, da je ona predlagala to. Ja, pa kam je logično, ampak pol, ko se pa jaz približam človeku, mi je pa tako... No, ampak potem pa, ko pa tako... Ne vem, ko pa prestopaš neko...
Wow, ne vem, kaj je to. Jaz izberem kar enega človeka, ki ga pa pol spustim tako daleč in čim te jaz spustim tako blizu, da se me lahko dotakneš, to pomeni, da mi daš lahko verjetno tudi lupčka. Tako da nisem imela nikoli s tem težav. No, tako čisto nasplošno, a ne, če kdo se to sprašuje, že to, če se nekdo nagiba k tebi ali pa posnema tvojo telesno govorico, recimo ti prekrižaš roke in ima pol tudi on, ne vem, prekrižane roke. Čeprav ponovadi, kad ti je nekdo všeč, ne boš glih rok prekrižal, ampak boš bolj sproščen ali pa jih boš dal za hrbet, pač boš odprto telesno govorico. Potem, če si gledaš v oči, če to posnemanje, ta mirroring je ful pomemben. Če vidiš, da so pač tako engaged, da se hoče pogovarjati s tabo, da te sprašujejo vprašanja, da se ti nasmihajo, da te gledajo v oči, v usnice, pač vse te stvari ti dajo vedeti, da je nekdo zainteresiran. Ne? In potem tudi ne boš nekoga zažvalil tako, da ga presenetiš, da greš kar... Pač počasi se premakneš bliže, pa potem vidiš malo, preceniš situacijo. Ful mi je bilo vedno zanimivo, če sem tako gledala kakšno oddajo ali pa kaj, pa je bilo tako ful očitno med partnerjema narobe, okay? Ali pa med dvema. In se je ona tako odmikala nazaj, ali pa ko so ženske veš tako čist nazaj. No, in potem pa ti moški še vedno kar proti njej grejo. To je meni tako nerazumljivo, kako nisi zdaj ti opazil, da se je ona odmaknila od tebe. Veš, kaj mislim? Jaz tako opazam tu, če se nekdo odmakne od mene, jaz opazam. Ali pa če nekdo se približa meni, opazam. Eni ljudje res nimajo teh social cuesov. Ja, zanimivo je to, kaj ne? To je res ful zanimivo. Ja. No, drugače to sem rekla, da bom povedala, kako sva se midva z Janom prvič poljubila. Ker to je pa meni bilo to hilarious. Pravno v momentu, ko se je to zgodilo, sem jaz tako razmišljala, ne moram verjeti, da si zdaj ta trenutek on izbral. Zato, da me zažvali prvič. Fuck, zanima me zdaj, ajde. No, pa še to, evo, backstory. Midva sta se spoznala na erotičnem sejmu, a ne? In midva sta takrat tako res na hard flirtala, tako pač. Še tam gor sva bila na neki taki platformi in sva gledala dol na oder in ne vem kaj, in sva se nekaj pogovarjala in pa me on tam nekaj tako objel, pa ksep stisnil. Čaki, prvič sta se videla? To je bilo po mojem drugi dan. To je bil drugi dan. Prvi dan sva se pač že videla, pa sva ne vem kaj. Pa je me povabil kao na zmenek na sejmu in sva šla potem na eno pijačko. Na sejmu? Ja, pa sem pa jaz mal delala tako. Pač, itak sem mogla jaz delati, pa on je delal, ampak če sem pa imela vmes kaj tako frej, sva se pa pač tako mal, sva šla in do drugega. In imela smo vmes eno stavo, ki je potem on zgubil in je bila fora, da pač mora on meni dati lupčka. Zdaj, zato je, ker je on zgubil to stavo. Tu se je tako hitro vse dogajalo. Ampak on je dal meni lupčka, potem samo na lička. Jaz sem imela tak šminko, res se ne bi mogla takrat lupčkat. Ampak meni je to tako cute. In to je bil pač najmanj prvi, tako lupček samo na lička. In potem sem šla na dejt. In mi da tako tam sediva in se kar nekaj se pogovarjava. Se viš, ko si na prvem dejtu in mi da sem imela res tako, mi da sem imela 100 milijonov stvari za povedati. In jaz njemu glih nekaj razlagam o penisih. Ne vem kaj, ampak jaz sem njemu na polno razlagala nekaj o penisih in on tako mene gleda, tako s temi učki, tako najbolj fascinirano. In jaz neham razlagati in on tako pretveri in mi da lupčka. In jaz sem tako, prva moja misel je bila, ne moram verjeti, da je samo moment izbral za prvi žval. Druga misel je bila tako, kako ima on mehke ustnice, on se je tako dober lupčkov. Jaz sem kar tako, wow, to je pa prav. Ne vem, kaj sem pričakovala, ampak sem tako, v mojih mislih sem bila samo to dvo. To je najboljši žval prvi ever, pa to je najbolj random moment, ki bi ga on lahko izbral, ampak mi je bilo cute. Jaz imam teorijo, da on ni niti ene besede v tistem tvojem govoru o penisih poslušal, niti slučajno. On si sem pripravljal, kdaj bo zdaj se to zgodilo in kdaj boš ti nehala govoriti, sem čakala na to. Jaz drugače, po mojem tudi to mislim, ker mislim, da so se pa še pogovarjala o tem, pa je bilo logično, ka ne? Ja. Daj pomisel, kadar hočeš kakšne take stvari narediti, ko so ti malo stresne, jaz ne poslušam, kaj mi govorijo ljudje. Polavra zgodbe, vergaš. In pol potem, pač po dejtu, so se tam pred Maxijem žvalila še po mojem 1 uro. In tu sta se 2 dni poznala? Ne, mi da so se potem, to je bilo potem, koliko je bilo to po sejmu, 1 teden po sejmu. Mi da so se pol pogovarjala, on je mene na dejt povabil, sva šla v Ljubljano. In je bilo, ne vem, so bila 6 ur na tistem dejtu, full dog. Mislim, full dog pač. Tako, res je bilo top. No, glavnem, se potem imam pa še nekaj zapovedati o teh najnih začetkih. Meni je to full dobro, da ste se na sejmu spoznala, ne, na erotičnem sejmu, edino pol zanimive zgodbe z otrokom povedati. Ne, za vnuke. Ja, sej, pa imam še o teh seksih, pa tem, ko imava naprej. Tako da, joj, jaz mislim, da moram iti kar na to, ker jaz sem preveč,
Jaz sem moje sledilce potem vprašala, ker se mi je zdela zelo zanimiva tema, da nadaljujeva iz teh prvih poljubov, potem prvi seks. Kdaj je ta pravi cajt, da se daš dol z nekom? Prvi zmenk, ja, ne. In sem dobila res veliko odgovorov. Govorimo tako o zvezi, ne? O casual dating, ne tako samo, da greš sam tako seksati. To sem jaz v bistvu, prvo vprašanje je bilo tako res nasplošno. Pač kdaj misliš, da je pravi čas, da prvi seksaš z nekom? In največ odgovorov je bilo pač, ko začutiš kemijo, ko vidiš, da je čas, ko se z nekom dobro razumeš, ko je prava energija, privlačnost, ko se dovolj zaupata. In to je bilo ful teh odgovorov. In to bi jaz isto odgovorila. Meni se tudi zdi, da to začutiš, da ne moreš to zdaj reči, ne vem, po enem tednu ali pa po 3 zmenkih, ali pa da je za vsakmu malo drugačen timeline. Kako ti na to gledaš? Ja, jaz v resnici sem ful tega počela in sem tako seksala vedno že ful hmal in sem opazila, da mi je zameglilo razum. In zdaj, kljub temu, da bi jaz mogoče začutila, kdaj že takoj, da bi seksala, zato ker meni se to ful hitro zgodi. Jaz lahko začutim, da bi z nekom seksala, ko grem mimo njega na ulico, veš, na ulici, veš, kaj mislim? In pa se ne morem glih na to zanašati, zdaj, kdaj je pravi čas, da bi z nekom seksal, ne? Ja. Tako da pol, malo zavestno bi jaz zdaj počakala, oziroma zavestno je. Čeprav bi ful hotla. Fak, ne vem. Tako, jaz imam ful razbite misli glede te teme zadnje čase, ker po eni strani se mi zdi, da bi do poroke čakala. Ne vem točno zdaj zaradi česa. Ampak zdi se mi, da nočem tega, ta del sebe sem jaz tukaj dajala drugim za ston, pa naš nisem imela od tega, tako res sem se prodajala pod ceno. Štekaš, kaj mislim? Ampak kaj bi pa lahko imela od tega? Kaj misliš tem? Nič nisem imela od tega. Ja, vsaj lahko bi vsaj uživala ali pa neki. Štekaš, meni se zdi, da ženske velikrat tako gremo, ali vsaj jaz sem tako. Ko sem šla seksati z nekom, jaz sem mislila, da si želim seksati z njim. V resnici sem si pa čim hitreje želela neko bližino, pa odobravanje, pa tudi, da sem nekomu všeč. In jaz sem tu leta zatem, jaz šele tu zdaj vem, da sem jaz 10 let seksala takoj z ljudmi, ne zato, ker sem jaz čutila do njih seksualno privlačnost, ampak zato, ker me pač telo pa misli so me prevarale in so bili tako, haha, ti hočeš seksati, v resnici pa sem hotela, da me ima nekdo rad. In mislim, da se tu fulkrat dogaja in da je na tu ful treba merkati, oziroma jaz zdaj ful, ker mogoče že malo preveč ščitam tu. Si razumela, kaj sem zdaj povedala? Je imelo smisel? Ja, ful je imela smislu. Okay. Zdi se mi, da nas zdaj prevara telo pa možgani in da ker sem jaz, ko sem včasih slišala tu, do poroke se ne seksa, je bilo meni tu bizarno, ful bizarno, grozno, zakaj bi tu si človek naredil. Ampak bolj sem starejša, bolj nekako razumem ta koncept. Mogoče ne v taki ekstremni obliki, ampak ga pa razumem, zaradi tega, ker sploh ženske, tako se mi zdi, da nas prevara, mislim, niti ne prevara, pač smo ženske in hormoni in možgani in vse in zelo hitro se zaljubiš v idejo o sebi. Ja, jaz sem bila zaljubljena v idejo o sebi, kako sem jaz lepa in dobra, ko sem s tem človekom in kako me ima rad, za te ljudi mi je bilo pa vseeno. In pri casual seksu mislim, da je to velikrat vzgib, zakaj sem to počela, ker sem hotela biti nekomu všeč, ne ker bi jaz hotela užitek ali whatever, telesni. Pa bi rekla, da dejansko nisi uživala potem zaradi tega, v kakšnem smislu pa sploh, da nisi uživala, pač tako. Rekla bi, da mi je vseeno predvsem, tako da mi, ko sem jaz nehala z nekom potem seksati, ne, ali pa ko sem domov prišla, jaz se nisem spomnila teh, če bi bil meni pomemben telesni užitek, bi se jaz spomnila teh misli. Fak, ful mi je pasalo. Fak, kjer dober kurac, ali pa kaj tazga, ne, bi se jaz tu spomnila. Jaz sem razmišljala o tem, ne vem, fak, kako, ne vem, kako je prijazen, kako je topo. Štekaš? Naroben vzgib je za casual seks bil to pri meni. Ok, drugače to je kar. Jaz sem rabila povezavo, iskala sem jo pa v seksu. To je kar velika stvar, da si jo priznaš, pa da to ugotoviš samo v sebi. Tako da. Ja, mislim, jaz sem 10 let sama sebe posiljevala, konstantno pa nisem vedela.
tu so malo heavy teme, ampak tako sem jaz tu nekako zdaj vidim. V zadnjem času. Ja, okay. Ne, drugače mi je zanimivo to. Ker jaz sem tudi tako, ne znam sploh se odločiti, kaj je moje zaresno mnenje o tem, ker ko slišim eno stran, ki je pač za to, da se ko zagovarjajo casual sex, jo pač štekam in se lahko poistovetam z njo in si mislim, ja, pač itak, da je tako. In pol, ko slišim ljudi, ki pač rečejo proti temu, pa povejo svoje izkušnje, pa tudi to stran štekam. In zdaj, ne vem, meni se zdi, da je pri spolnosti pa seksu vedno toliko enih sivih con, pa vedno je toliko odvisno od individualne osebe. Ampak pol po drugi strani pa pač, a lahko sploh zaupaš razlagi nekoga, ki ne veš, a sploh govori iskreno, pa niti ne veš, a bo mogoče čez 10 let drugače gledal na to, kot ti recimo. Če bi tebe recimo vprašala 5 let nazaj, bi ti čist drug odgovor imela, kot ga imaš zdaj. In potem si tako, a sploh lahko zaupamo, kaj ljudje rečejo, zaradi tega, ker se še sami mogoče ne vejo, ali pa si bo premislili. Ja, takrat je bila zame tu recimo resnica in mislim, da tu za nas je resnica, ne? Ja. Zdaj pa pač vidim drugače in tu so neki taki hot takei, ki jih jaz ne govorim nikoli na glas, zaradi tega, ker se mi zdijo tako kontroverzni, da me jih je strah pač povedati. Ampak jaz nekako ne vidim nekega vzgiba, zakaj bi ženska, pa pač bi ful prosila, no, da mi razložiš ti, če veš, ali pa pač tudi vi, če veste. Kaj je ta nek dober kao vzgib in namen, da greš ti z neznancem seksati? Mislim, I'm all for emancipation, pa da smo si enako vredni, ampak tako, delamo res za sebe ali proti sebi ženske s tem. Pa kaj imamo od tega, ko pridemo domov, pa kaj imamo od tega cel naslednji teden? Pa tako nasplošno. Kako se počutimo pol, pa če smo nekaj dobili v življenju, ali smo pač šli v minus s tem neznanim kurcem. Veš, kaj mislim? Nič dobrega še nisem nikoli ugotovila med casual seksom. Razen tu, da sem jaz huda, pa da sem huda, ampak tu pa bi lahko tudi na kakšen drug način ugotovila, ali? Tu zdaj govorim, kot da vem vse na svetu, ampak ne, pač res tako močno čutim do tega, zato ker je to pač ta moja tema, ne? Ker se mi tudi tako dogajalo in ker mi ni bilo okej, tudi takrat, res mi ni bilo. In zdaj vidim, če bi jaz pač, in pol tudi razumem te starejše, pa vse, ki so nam govorili, kao ne tega delati, to ni okej, ne? Ampak tu si misliš pač, kaj si debil, nehaj mi govoriti, tiho bot, ne? Ali pa, kaj ti mami reče, ali pa kaj. Pak fak, zdaj pa malo štekam, ne? Meni se je zdaj kar tako ena iskrica naredila v glavi, tako se mi zdi, da so se mi ene kocke postavile skupaj, ki ne vem niti, če jih znam dobro besedati. Ja, se jaz jih tudi ne znam, Ampak, evo, primer. Zdaj bom govorila tako iz sebe. Ja. Jaz sem velik zagovornik tega, da pač casual sex, go for it, če si želiš samo pač tega. Jaz tudi ful verjamem, da se lahko odločiš, ne vem, greš z nekom, ki pač vidiš, da ne moreš se čustveno navezati in si odrežeš. Pač saj jaz pri sebi sem vedno lahko odrezala, pač sem lahko, jaz hočem zdaj samo, pač da sva friend with benefits in jaz se nikoli pol nisem navezala, ker sem jaz pri tej osebi vedno najdla nekaj, kar mi pač ni bilo všeč, ker sem lahko, tebe ne moram imeti za partnerja nikoli zaradi teh pa teh stvari. In jaz sem bila ful tako analitična v tej svoji glavi. In recimo, ko sem šla jaz z bivšim narazem, mi dva sva bila skupaj 4 leta, jaz sem bila takrat tako, najprej sem še mislila, pač mi da sva šla zdaj narazen, ampak mi da se nisva tako skregala ali pa karko, sem pač videla sva, da nisva kompatibilna na dolgi rok in sem si mislila, pa mogoče pa lahko še zmer, ne vem, se dobivava tako, pa pač sam nisva skupaj. To je bila tako moja prva misel, ker sem da tako res, nisem si mogla sploh predstavljati, da zdaj kar ne bova skupaj. To se pa tako ni zgodilo, hvala Bogu. Mi da so potem res takrat odrezala. Pač res ni bilo, ko sva šla midva narazen, se nisva niti pa si probala ali si samo ti začutila takrat, da tu no go? Nisem probala, ampak tudi videla sem od njega, pač da on ne bo nikoli prestopil tega. Ko midva sem mogla iti potem še na dopust skupaj, midva sva šla v London skupaj, midva sva spala v isti posli, pa se ni nič zgodilo. A veš, kaj mislim? Ja, pač to bilo res tako odrezano. In pol, jaz sem si do takrat, ko sva šla midva v London, to je bilo kakšne 2 mesec potem, ne vem. Jaz sem si potem že vmes najdla pač enega tako za pač friend with benefits. Ker jaz sem bila pa takrat, ko sem šla midva narazen
jaz sem bila tako prikrajšana za nek človeški dotik. Jaz sem bila takrat toliko sem rabila to, da je to neverjetno. In jaz sem takrat mislila, da sem rabila enega za seks. In Ja, nisem ne, sploh za dotik, razmišljala ne. o tem. Pa jaz sem drugače vedela. Jaz sem vedela, da je pač to, kar jaz rabim. Dotik pa neko človeško bližino. Ampak nisem pa nikoli tako poštekala, da je pač res neki več za tem, da ni pač samo ono, da rabim seks, ampak da rabim tako neko to povezavo. In jaz ne bi mogla kar z enim seksati. Pač jaz takrat se ne bi mogla kar enega najti, pa zdaj mi da sam dol dajva. Ja. Mi da smo se res tako na neki intelektualni tudi ravni povezala, pač tako lahko se pogovarjala, pač ko mi da se tako, pač mi da se lahko vsem pogovarjala, pa vedela sem res, z njemu ne bom nikoli nič hotela imeti, pač nikakor, ampak pač mi je pa točno to mi on lahko da, kar jaz zdaj rabim. Človeško bližino, pa malo seksa, pa da v bistvu pač dobesedno prebolim bivšega. To je meni full fair in čisur in tu mi je super, ker se pač tega tako ženska zaveda vmes med tem, ko tu dela. Ampak jaz takrat sploh nisem, pač jaz sem takrat bila, jaz sem rabim pač malo seksati. Ampak pol je bila pa fora, a ne? Evo, ker jaz sem ti glih prej govorila, da jaz pač se nikoli nisem navezala na neke te friends with benefits. Pač oni so se prej, kot sem se jaz. Ampak tukaj, pa v resnici, mogoče se nisem niti toliko, pa jaz nisem hotela ne z njim imeti, pač da ne bo pomote. To res ne, to si ne zatiskam oči, ampak vem pa, da mi je bilo pa krivo, ker mi na eni točki ni dal toliko pozornosti, kot sem jaz hotela. Ja. In sem tako, kaj zdaj fora? Pač saj sva frenda, pač saj se pogovarjava, a viš, mi smo se pač res tako, sva si dosti tipkala. In pol mi tako, ker No, na eni sorry, točki... tu nisem seks, man. To je tako, tu nisem seks, če si tipkaš. Ja, ampak ni bilo pa od nobenega z najne strani pač ni bilo nobene želje po ničemer več. A veš, res, pač to... Ja, jaz mislim, da ne bi moški, ženski kar tako se tipkal z njo, pa časa nimamo, pa vzamemo si ga tudi ne, jaz si ga zate ne vzamem, zato Fora je bilo v svoje tem, da si je ne bil vzamem. on, pač nočem preveč reči, ampak on je bil v open relationshipu. A ne? In pač jaz sem vedela, da on bo pač, da to je tako, on je doma, taj pač itak to zmenjeno in da pač jaz okej. lahko, ne? Ok, razumem bilo zdaj to. bolje. Zato pa sem vedela, da pač on ne bo nikoli nič več z mano hotel. Zame pa tudi je bilo, meni je bil to tako boundary in jaz tega ne bi nikoli prestopila. Ampak tudi, če on ne bi v tem open relationship, jaz ne bi pač bila z njemu. Ker mi je bil tako samo res pač kolegijalno kul, pa to pač, da sem imela nekoga, neko človeško bližino. In zdaj, ko sem se to pogovarjala, mi je tako res dejansko pač res ta casual sex, mogoče ni bil sploh tako casual. Je bilo nekaj več za tem. Ja, jaz dvomim, da je seks kdaj čist za res casual. Jaz imam lahko casual seks z vibratorjem, recimo. Štekaš? In pol pač vsi rečejo tako, vsi rečejo, da ja, pa ni isto, ne, ker penis je v topu, ne, in je pač človek, ki je živ in je topu, ne, te igrače so pa mrzle, veš, v takem smislu, v tem kontekstu rečejo, veš, kaj mislim? Kukar toplokrvni, kao smo ljudje, ne, ja, ampak mi ne iščemo te zdaj, jaz ne iščem te toplote 37 stopinj, ampak pač tu, da imamo ljudje, ne vem, dušo, osebnost in da pač se tako radi povezujemo in meni se zdi seks ena najvišja oblika te povezave in se mi ne zdi, da je sploh kadarkoli samo seks. Hot take. Drugač, jaz sem mogoče malo spremenila mnenje zdaj glede tega, ker jaz sem res tako verjela, da lahko tako pač res sam seksaš in da to ni nič. Ampak, To je od nekoga penis v tep, Lucija. Lej, meni je ful zanimivo, kako se je to spremenilo, Ja. ne? Vse veš, kako sem jaz seksala povsod pa z vsemi. Ampak pač tukaj ene energije je šlo vame prek tega. Jaz sem prav tu čutila, kako me je nekaj požrlo po tem, ko sem kar tako z nekom seksala. Za 3 dni. Nisem bila jaz. Zdi se mi, kot da se je tako pomešalo. In pol nezga neznanca spustiti v tako oseben prostor. Zdaj ne bi nikoli več tega, nikoli ne reci nikoli, ampak tako ne čutim tega več. Wow, ful zanimiv pogovor, nisem vedela, da bo vse tako odpeljalo v to smer. Pa tudi tako, pač recimo, veš, pred bivšim, pač sem jaz res tako gledala na seks, pač pač malo tako, lahko z nekom tako, ali pa pač imaš, z bivšim sem prvi seksala z nekom, ki sem ga imela rada, ki mi je tako res nekaj pomenil. Ker sem prav videla, kaj je razlika med tem, da pač ti si z nekom pa seksaš, pa pač sta tako kolega pa to, ali pa da si zaljubljen pa seksaš.
In pol potem jaz nisem mogla več tako casual pač seksati. In zato sem prav iskala to povezavo. Zato pač sem jaz pač tako, ker sem bila ok, si moram najti tega friends with benefits, ampak pač hočem, da je nekaj več, da ni samo za seks. Ja. In tudi, no in pol, evo, potem, ko sem spoznala Jana, midva nisva seksala en mesec. Pač, midva sva od takrat, ko sva se spoznala, pa do takrat, ko sva bila prvič seksala, je bil en mesec in to je bilo namerno. In to je bilo z njegove strani. On je meni rekel, da pač on nekaj več v meni vidi in da on zaradi tega ne bi takoj z mano seksal. In jaz sem bila kar tako flabbergasted. Pa jaz tudi ne bi z njemu takoj seksala, zaradi tega, ker sem rekla, pač hočem neko povezavo najprej. Ampak, da je on to prav tako v besedu, kot tip, meni se to najprej zdelo tako kar maluno, kaj, a ti bom zdaj manj, me boš videl kot neki manj, če bova seksala prej? In je on rekel, pač ja. Ja. In jaz sem lahko, kakšna misli so to? Jaz sem si prav mislila, pa to je prav tako, ne morem verjeti, da nekdo tako razmišlja. In mi je bilo ful, tako noro takrat. Zdaj mi je tako ful cute. Zdaj kad tako za nazaj gledam, koliko sva se midva palila skozi, pa ko sva rekla, da ne bova. A veš, kva je bilo to? On je pri meni prespal, tako je ne parkrat in midva nisva nič drugega delala, kot da sva se lupčkala. Pa sem še jaz rekla, no, če pa že ne bova, ne vem, seksala zdaj, imam pa jaz en predlog, da greva še v savne. Greva v savne midva skupaj, ker moraš itak biti nag, pa se vidiš, pa ne bova seksala. In bi bila tako, ok, jaz sem za. In sta šla. In sva šla v savne. In nista seksala. In sva se videla naga in še zmeraj nisva seksala. Wow, ti si moja inspiracija, Lucija. Ampak, a veš, koliko je bilo to hot? To je bilo tako seksi. Ja, pa se so tu stvari. Ampak jaz predtem sploh nisem mislila, pa že to lahko tako erotično. Bila sva tako zjutraj zbudila pred čihtom in sva se tako še pol ure ali pa 1 uro mečkala v posli, pa nisva, in to se ti tok nabira in pol, ko sva prvič seksala, kva je bilo to? To je bilo toliko ene nabite tiste seksualne energije. Jaz sem bila prav šokirana. Ampak nisem si mislila, da dejansko ljudje toliko dajo pač na to. Sej pa sem naredila še anketo o tem, ampak dajva se vrniti nazaj. Jaz bi ful rada še malo pokomentirala komentarje ljudi na to, kdaj prvič seksa. Ajde, Evo. da slišim. To se pravi. Ena je rekla, da se je včasih zdelo, da na prvem zmenku nikakor ne, zdaj pa da je odvisno od energije. Okay? To se mi zdi fair enough, energija pa to. Čeprav, bilo pa eno vprašanje, kako sploh ljudje pristanejo po prvem zmenku pač v posli? Kaj se, potem si na prvem zmenku in potem si tako naš, da greva meni seksat? Tako, kaj se, pol daš nek dol, tako, mislim, Ne. kako? Tu zdaj tako prav sprašuješ, ker ne veš. Pač, tako, pa se res ne predstavlja, recimo, da reš ti Te se ti ni nikoli nekam na zgodilo. pijačo. Škaj je fora? Drugače mi je enkrat, ampak tako, pač ne vem. Ja, če sam živiš, greš lahko pač domov kamorkoli. Mislim, Sam pa moraš tako dobro res- je tu vprašanje, kako se to zgodi. Ja, kar zgodi se. Ne Pač, vem. ne moreš kar biti, ne znajdeš se kar iz kafiča v prejemu doma. Pač ta proces je še vmes, kako do tega prideš? Jaz mislim, da je ponovadi proces, da spiješ vsaj 5 piv in pol se znajdeš doma. Mislim, da je večino časa, če greš tako v bar z nekom, tu proces. In da zaradi tega tudi nimamo zelo dobrih razlag, kako se tu ponovadi zgodi. Meni se še trezni ni to nikoli zgodilo. In ti sploh ne znam zavestno povedati, kako se to zgodi, ker pač ne vem. Meni je to drugače full awkward. Zato. Drugače? Ker ni awkward, pa kako bomo zdaj mi, ki se ne poznamo, šli drugače seksati domov, ker da smo pijani. Dej, če se komu to trezno zgodi, pač, lahko napišete tudi v zasebno sporočilo. Lahko napišete na YouTube, kamorkoli, nekam napišete, ker me res zanima. Ker ja, alkohol je bil tudi pri meni vključen. No, vidiš. Okay. Okay. Zdaj, ena je rekla, da ni pravila, ampak vsaj 4 zmenke ne. In potem je ena druga rekla, da ima pravilo 4 mesece ne, če se z osebo ne pozna odprej. Če se pa že poznajo odprej, pa so neki frendi, pa loži na prvem zmenku. Je pa rekla, da pa je z enim fantom zdaj, ki sta pa že odprej frenda in potem sta šla pač tako na zmenk in potem sta pa že na prvem zmenku. Tako da, ja. Kaj se jaz sam sprašujem pri takih pri teh mislih, ja, sej pa lahko na prvem zmenku, meni se tudi zdi, da ja, itak, da lahko, ne. Se pa vse lahko, se lahko tudi že pred prvim zmenkom, ne. Ampak je to dobra ideja? Ne, če je dobra ideja, samo le koliko časa imamo na svetu in zakaj? Sem tu je moje vprašanje. Tako pa sploh ne, nobene druge besede ni v tem vprašanju, sem tako zakaj?
Že sploh nimam. Zato, Ja, jaz zato, tudi ker nimam lahko. odgovora, nisem tako ful razmišljala o tem pred danes. Ja. Ja, zakaj? Pa zanima me, zakaj hočemo tu takoj tako izkusiti, pa si dati tu vedeti, da lahko seksamo, ali da zmoremo z nekom seksati, ki ga ne poznamo, ali da nas nekdo hoče. Ker drugače imamo ves možen čas na svetu, ki bi lahko ga počakali. So weird, kaj ne? Ali nas tako neki žene iz telesa, pa ne znamo tega ustaviti. Ali je tu ta kao nagon, kot sta vidva z Janom doživljala, recimo, pa sta se zmogla ustaviti. Tu drugače meni ful pomeni, če jaz vidim, da se tako moški zna pač pri tem brzdati, to so plus točke. Mene pa to tako seksi. Ja, sej, ful. Pa jaz, ampak a veš, če jaz tega ne bi doživela, pa jaz sploh ne bi, mislim, če bi en to razlagal, bi rekla, ja, ok. Ja. Dokler tega ne doživiš, pač po mojem sploh ne moreš tekati. Evo, pa mi je bil en komentar ful dober, kaj je ena ženska rekla, da ful bolj spoštuje moškega, če vidi, da se lahko brzda, da mu pač ni, da ona bolj spoštuje njega. Ful komentarjev je bil tako od moških, kao ja, ne spoštujem ženske, če da na prvem zmenku, in samo en komentar je bil od ženske, da pač ne spoštuje moškega, ki se ne more brzdati. Okay, ja, pa jaz sem še komentirala nekaj, da ni v redu, da ne spoštujem moškega, ki seksa na prvem zmenku. A ti si tudi rekel, da ne spoštuješ? Ja. No, čist možno. Okay. Sorry. Pa ja, dva komentarja. Pač vse komentarje je tam objavljeno na Instagram, pol, kao, da vidite, ne? Sem mojega, pa ne. No, tisti, ki so se ampak tisti, ki so bili podobni, ki so se ponavljali, pač nisem hotla teh, ki so podvojeni, tudi če z drugimi besedami napisani. To je meni čisto vseeno, pač drugič pa mora biti moj na prvi strani. Ok, prav. Ful veliko odgovorov je bilo. To mi je bilo ful zanimivo, ker me je zanimalo, če ima kdo kakšno to številko. In dejansko je bilo veliko odgovorov, da do tretjega zmenka ne. Ja, ker so tu v filmih rekli. To pravilo teh 3 zmenkov. Ena je pa napisala, kao od tega Steve Harveyja 90 dni. Kao, da ne. Aha. Ok. Ja, ful se tu govori, ne, te 3 zmenki. Ja. Jaz bom to skusil v glavi, čeprav nečkaj se ne zanašam preveč. Se mi zdi, da smo se sem navadili slišati te besede. 3 zmenki, zdaj smo se to odločili, da je to tako. Ker 3 zmenke imam jaz lahko tudi tu eni uri. Ne v eni uri, glih ne v enem dnevu, pa tudi lahko. Ja, ampak z isto osebo. Tudi. Kaj se, potem greš na razen vmes? Pa valjda ne greš skupaj. Ta v zmenkih bo pol per never have ever, ker imam jaz polena dobro vprašanje, fej dobre. Potem, evo, en je napisal. Odvisno od tega, kakšen je tvoj namen. Če ti je samo za seks ali pa situationship, ama sploh vezo čakati. Če pa je tvoj namen, da zgradiš odnos, pa počakaš, dokler nimaš neke mentalne ali pa čustvene povezave, da si fiks, da imata skupne vrednote in načela, pa da vidiš, da zna biti to dejansko trajno, potem pa pač počakaš. In jaz zdaj se ful bolj strinjam s tem. Jaz se s tem strinjam, predvsem pa pač sem še tu tako moja dodatna misel, da te kapacitete, da te tu ne čisto osebno podrej z tvojega prostora ta seks. Se ti ni zgodilo, da tako, če se daš nekomu kar tako, da te pač malo podre, ne tako podre, da te vrže ven iz tvoje energije in iz tvojega prostora in iz tega, kar ti si pač tu. Tu sem hotela reči, da pač se mi zdi, da tudi kapacitete nimamo takoj, ko človeka spoznamo, da nas ne bi zdrmala ta neka hormonska stanja, ki se dogajajo tam mene. Je drugače, če pomislim dejansko, ful ti tudi ene tako miselne kapacitete vzame. Ful razmišljaš o tem. Pa tudi tako, pač ne v slabem smislu, ampak tako v dobrem. Ja. Pač, ne vem, podoživljaš, pa razmišljaš, daj bo spet, pa pač te hormoni te tako preplavijo, da to je tudi moški, če čutijo moški kakšne hormone, mislim, veš, kaj nas recimo pri ženskah, to sem enkrat brala, ti boš zdaj več o tem povedala, da ženske kao se nam ob orgazmu sprožijo dejansko neki tako specifični določeni hormoni, ki se prav na tega določenega moškega kukar vežejo. In pol nas to malo fuka v glavi. No, če ste vi obsedeni moški z ženskami, potem, ko seksate z njimi. Tako, recimo 3 dni, da ste z njimi pol malo obsedeni, pa da o njih razmišljate, napišite v komentar, če pa niste, pa tudi napišite, da vemo. To me ful zanima, ker jaz sem bila obsedena pol s tem moškim 3 dni, recimo. Ja, mene to zanima, koliko ljudi je pol, koliko moških je potem. Tako, ja. Meni se sploh, ker jaz sem vedno mislila, da je to bolj s tem povezano, ker pač itak si doživel eno tako pač zanimivo stvar, pa ena nova oseba je, pa ne veš, kaj bo, pa kaj ne bo, pa že tako ali tako bi o tem razmišljal. Ampak ja, mogoče pa res tudi kaj s hormoni. Drugač o teh stvarih pa res ne vem toliko veliko, ker
Kruno, sploh nisem zihar, koliko. Koliko so res, ali kaj? Ja, meni kar tako malo. Ženske so tako, moški so tako. Jaz sem ful dolg časa zavračala to idejo, da smo si toliko različni, ampak zdaj pa skozi bolj se nagibam k temu, da pa v bistvu smo si glede določenih stvari kar različni. Ampak tako, kako doživljamo stvari. Pa spet to zdaj res posplošimo, a ne, ker vedno imaš izjeme, čisto vedno. Ampak ja, drugače imamo res različne hormone, pa različno smo bili vzgojeni, družba tudi ful vpliva, ne? Jaz mislim, da ne rabimo, da ženske malo preveč kdaj, oziroma sploh ljudje razmišljamo o teh stvarih, jih pa ne dosti začutimo. Jaz nisem rabila nikoli razmišljati o tem, da sem jaz različna od enega moškega, zato ker pač tako nekako, če se poglobim v sebe pa v svojo ženstvenost, jaz čutim, da sem različna od moških. Ne čutiš, da si različna, če bi bila sama na svetu ali pa da bi bile samo medve, ker tu se mi ne upamo povedati, zato ker če sem jaz kadarkoli komu na glas povedala, da smo moški pa ženske različni, ne, je pač bil cel kaos, zato ker je narobe, pa vse je narobe, če to rečeš, ne, veš, ker si moramo biti zdaj kao enaki, ne. Ja. Pa se ne, ampak ne enaki, bolj enakopravni, bolj se gre za to. Ampak eni pa tudi o tem govorijo o enakosti, kar se pa pač, ja, to je pač mislim, taka stvar je, kaj ne govoriš vsak moglih na cesti, da se ti pa zdi, da smo moški pa ženske zdaj različni, ne? Ampak tako, mene vedno to zmotil, vedno sem imela potem v glavi to, da pač, jaz sem si različna od, ne vem, enega tipa, ampak sem si tudi različna od ene bejbe tam, ko jo spoznam. A veš, in pa sem tako pač razmišljala, pa se smo si sam pač ljudje med sabo različni. In to mi pa mene, a veš, jaz tako pametna teoretično nisem. Kako jaz te stvari berem, jih je tukaj ful velik, da pač mene zmedejo. Jaz jih lahko sem čutim pa ful jih. Tako te teme, da imamo ženske čisto drugačno energijo kot moški. Pa govorim pa ne o tem, ker tudi ne znam razložiti tega. Tako da lahko kar se naprej premakneva, ker da bomo kaj preveč tako rekli. Ampak bi pa ful. Deva raziskati malo. Ja, pa če kdo, zdaj lih en podcast o tem poslušam, sem pozabila naslov, ampak ena seksologinja govori o tem, kako casual sex skoraj nikoli ni beneficial to woman, neki na tak način je naslov. In je tako dosti zanimiv take, mogoče se ne strinjam čisto vsem, kar je povedala, ampak ne vem, damo to lahko v opis epizode ta podcast. Če bi še kdo rad si pogledal. A se da, bomo dali v opis epizode, pa ga lahko poslušate. Pa če ima še kdo kakšno tako, ali knjigo, ali YouTube video, ali podcast, karkoli, da lahko poslušava, pa se ful priporočava, ker bi rada več o tej temi si prebrala, pa si ustvarila neko mnenje, ker jaz sem pri teh stvarih tako neodločena, pa če jaz vem, da sem neodločena, ker meni lahko eno stran pove, pa jo štekam, pa drugo stran pove, pa jo štekam in potkar ne vem, kam se zdaj nagibam. Ja, če pa ima kdo res tako znanje o tem, nama pa lahko pišeš na podcast afnamednama.si, pa se kaj zmenimo, me bi tudi ful te povabile, če veš kaj več o tem, tako da se slišimo. Tako. Ok, v glavnem. Pa sem pa jaz vprašala še te moje sledilce. Najprej sem hodila samo moške vprašati, pa ne, moram tudi ženske vprašati, ne. Ker sem mislila, pač to samo moški po moje tako razmišljajo, ženske ne, in so bili rezultati prav tako, procenti so bili skoraj enaki pri moških in ženskah. V glavnem. Vprašanje je bilo, če bolj resno jemlješ potencialnega partnerja oziroma partnerko, če z njim ne seksaš na prvem dejtu. In 62% moških je rekel, da ja, da če ne seksa na prvem dejtu, bolj resno jemljajo partnerja oziroma partnerko. In 65% žensk je rekel, da ja. Tako da jaz sem mislila, da bojo po ženskah manjši procenti. Ne vem zakaj, ampak jaz sem imela v moji glavi, da pač moški ful več dajo na to, da so ful bolj obsojajo ženske, ki kao spijo z več moškimi, za moški pa kaos, oni pa lahko. Jaz sem na to vprašanje tako odgovorila, jaz sama sebe obsojam, recimo tudi, če seksam tako takoj. Sama sebe, pa ne, sploh ni tako neka višja matematika v bistvu, ni neki tako, da je manj vredno tu zdaj, da jaz z nekom seksam na prvem zmenku, ampak je pa tako, da vedno, če sem seksala z nekom takoj, ni meni bil ta človek zares všeč tako za partnerja. Pa niso tudi tako zavestne stvari bile nikoli, jaz bom pa zdaj s tabo seksala, ker mi nisi všeč, ali pa ker zdaj si pa ti manj vreden, ali pa kaj, ampak enostavno sem tako je bilo. Pa tudi za sebe, ko pomislim, se počutim jaz v resnici malo manj vredno, če tako je seksam. Res. Zanimivo. Kaj jaz, pa recimo, manj vredno, kot bi se lahko, če bi kasneje, ne manj vredno od njega ali od koga drugega.
Manj vredno, kot bi se počutila, če bi kasneje. Evo, meni pa to nikoli ni neke vrednosti dal. Okay. In tudi nikoli, ne vem, ne bi obsojala nekoga zaradi števila seksualnih partnerjev, ki jih je imel. Meni to se mi nikoli ni zdelo, kakor da je to nek odraz tebe kot karakter, kot osebo, da si zdaj zaradi tega nekaj več ali pa nekaj manj. Se mi je vedno zdelo, da je 100 milijonov drugih stvari, ki so 100-krat bolj pomembne in mi je bilo to vedno tako sekundarnega pomena in mi je bilo pol zaradi tega mogoče presenetljivo, ker sem videla, da ful ljudje drugače gleda na to, kot jaz. Ampak glih zaradi tega mi je to dobro, pač to, da smo to ugotovili. Ja. Mislim, zanimivo mi je vedeti te druge perspektive, ker se mi zdi, da pol včasih tako, ker živiš v nekem tem balončku, pa misliš, vsi tako razmišljajo, kot jaz. Ja. Pa ne razmišljajo, pač tako. In mi je dobro, da se lahko o tem pogovarjamo. In Še mi je sploh ful ta dobro, tema, da se mi zdi, je tako. Kar povej naprej, misel me je odsekalo. No, zanimivo mi je, da lahko izvemo te različne poglede ljudi. In bom jaz zdaj tle, kar jih je nepar prebrala, ker sem si izpisala tako, kaj so dejansko potem ljudje rekli, da so razlogi, zakaj. Okay, se pravi, moške in ženske posebej imaš. Moške in ženske posebej. Pa gremo najprej z moškimi. In to so prav te odgovori, ki jaz Te prizadenejo? ne prizadan, ja, prizadenejo, da dejansko, da tako razmišljajo, da je to se pravi, Preber bom. to se pravi, da je manjkrat prodana duša. To se pravi, če seksa na prvem dejtu, da je prodana duša. Ja, fuck, kill me, ampak jaz se strinjam, sorry. Pač jaz sem bila prodana duša, jaz sem seksala z ljudmi, zato da sem kao dobila ljubezen. Pač, sorry, prodana duša, pa ne vem, ne zdi meni se to ne zdi, sorry, jaz se strinjam s tem. Ej, ok, pošteno, jaz to mojem iz sebe izhajam, ker jaz To sem bi kar rezala ven. Lej. Meni se zdi tako pa iskreno in sigurno nisi edina, kot tako misliš. Veš, kaj je zanimivo? Tudi nam iz nekega narativa, to ima ful dobra tema, drugač. Nisem vedela, da imam tukaj njej za razmisliti in za povedati. Zdi se mi, da je tako nekako zdaj se ustvaril ta narativ tega, da smo isti, da smo samostojni, močni, opolnomočeni in da lahko delamo karkoli hočemo, ne? In zdaj kao bi ženske naj lahko s komorkoli seksale in to naj bi bilo ok. Ampak vidiš, da pač ženskam ni ok. Štekaš, ni tu ta fora, ki ženske rečejo, ja kaj vi moški pa lahko, vi ste cari, če pa jaz seksam s 5, je pa narobe. Ampak vidiš, da jim ni ok, večini žensk pač ni ok. Ja, vidim. Zanimivo, ne? Ja, in pa se jaz edino to sprašujem, koliko tistim, ki jim je ok, ali pa ki nam je ok, pač mogoče bomo kasneje drugače razmišljali. Fak, ful me zanima zdaj, če bi en časovni stroj imeli, da bi tako malo pogledali, kako bomo se počutili, ko bomo na smrtni posli tej zaključki. Wow, bomo se takrat en zadnji podcast posneli. Yes. Na respiratorju tam. Ne, ampak recimo ta podcast, ki ga poslušam, Horrible Decisions. Ena od njiju je bila vedno ful za casual sex, ful opolnomočena, kar se tega tiče, in zdaj, skozi terapijo, pa skozi čas, je ugotovila, da v bistvu je to delala iz čist napačnih razlogov. In meni je dal to ful zamisliti. Koliko ljudi, ki verjame, ker res, pač prepričljiva je bila, ona je v to verjela. Koliko ljudi, mogoče pa dejansko ne bojo tega čutili čez nekaj časa. Koliko je enih drugih dejavnikov, ki na to vplivajo? Koliko je lih to, ko hočeš nek validation zunanjo, neko potrditev. Ja. Ok, potem je rekel so punce, ki jih vidiš in si rečeš, kaj bi delal, in so punce, kjer je moraš imeti rad. Ja, jaz se strinjam. To je prav nekaj, kar pač... To je meni isto, podobno foro Jan bil. Jaz, ki preberem take stvari, ampak o njih razmišljam, sem tako, fakt, Sara, narobe, ni ok to, ne? Ampak jaz se fakt strinjam se jaz s tem. Joj. Čutim te stvari. Sam meni se pa tako, a veš, kaj se pa meni zdi lepo ali prav? Recimo pa, da imaš bejbo, ki, ne vem, ti da na prvem zmenku. Ampak, pa da a si ona zdaj na zasluž ljubezni, zaradi tega, ker, a veš pa, mogoče pa ona samo,
Ne, jaz mislim, da so tudi tako nezavedne stvari, da ljudje, moški, ki so na ta vprašanja zdaj tle odgovarjali, so prvič o tem tako zares zavestno pač tudi napisali. Mislim, da se tega ne zavedamo, tako ljudje, ker gremo. Ni to, da bi si moški, ker po mojem si ne zberejo kar nekoga, pa reče, ta je pa zdaj manj vredna in ta ni za poročiti in jaz bom danes z njo seksal, ker je manj vredna kot vsi, kot od mene, veš, ni po moje tako. Ja, ne, se verjamem, da je paluno, ne vem, nekoga vidiš, pa zavajaš, pa ti je tako, zdaj pa nekaj več vidim, en pa si misliš, ne vidim nekaj več, ampak bi pa seksal z njemu. Sam ne vem, ne vem. Ful so težke te stvari, ko jih tako rečeš, je nek tak čuden vibe in ki je tako, štekam te čist. Pol pa easy go, easy come, easy go. Kasneje kot bo prvi seks, kasneje bo kao konec. To se pravi, dalj časa, kad čakaš, dalj časa bo potem trajala zeza. Ok, jaz tu zglih točno s tem se čist ne bi strinjala, ker se mi zdi, da ni glih čist povezano, ampak razumem pa, kaj je hotel povedati. Ta je čist taka šovinistična, ker smo moški lovci in vsak težko ulovljen ulov je dober ulov. Ja, ne vem, food for thought, če smo res šovinistični ali tudi tako je, ne vem. Zato, ker potem ni lahka punca. Nočeš imeti glih lahke punce za svojo partnerko. Potem, ker to pomeni, da vsakemu takoj da in se zato raje izogibam. Ja, pa ne me narobe razumeti, jaz sem bila ta punca. Tako do nedolgo nazaj sem bila ta punca in točno tako sem se vse počutila, ko oni zdaj tle govorijo. Pa ne zaradi njih, ampak zaradi sebe. Ja. No, evo, gremo še na ženske. Ajde. Najbolj pogost odgovor od žensk je bil, da vidiš, da te nima samo za seks. Ja. Ena je napisala, da ker sem bila tako vzgojena. Reka, ne vem, ampak recimo sem bila tako vzgojena. Sicer, mislim, Mislim, to je ena moja kolegica napisala. Pač porajajo se ti kaj vprašanja od tega, ali je pač sem imela ful dobro družino, ali da so jo tako vzgojili, pa so ji rekli, ne smeš. Se to, ja, ali ti je bilo tako eksplicitno, ampak po mojem ni bilo eksplicitno rečeno, ker je tako rekla, pač ne vem, ampak ne vem, verjetno sem tako vzgojena. Mogoče bolj tako misle, kako družba, veš, tudi mogoče pogovori o družbi, pa ne vem, ona je bila tako v mladosti bolj mogoče moške kolege, tudi pa mogoče je potem od njih kakšne take stvari slišala, pa se je potem ustvarila to mnenje. To zdaj kar neki na pamet govorim, ampak tako. Potem občutek spoštovanja z njegove strani. Če me hoče po zmenku še videti, vem, da sem mu všeč. Če bi seksala in bi me potem skenslal, bi me bila groza. To se pravi, ne, da te ni hotel sam podreti. Ne, čak nisem ok, štekam, ja. Če greš na zmenk, pa ne daš, pa te hoče še videti, pomeni, da si mu res všeč, če ne pa... Ja, ali pa sem hoče do tretjega zmenka. Jaz sem fulkrat imela situacijo, ko so moški prav do tretjega zmenka namensko počakali, pa šele na tretjem zmenku probali seksati z mano, zato ker so vedeli, da pač je tu dovolj, da je na tretjem zmenku je tukaj si že punca zaveda, da takrat pa lahko da. Ja. Da pa vi ni več lahka punca. Okay. Ena je pa napisala, če takoj seksava, dobim takoj to, kar hočem. To se pravi, ona dobi to, kar hoče seks. Če pa čakam, pa je spomeni, da me dejansko on zanima in si ga želim boljše spoznati. Yes. To mi je bilo pa ful zanimivo, ker se mi zdi tako pravno, kaj da bi en tip to napisal, samo da je bila bejba. Da... Se ne strinjaš s tem? Jaz nikoli nisem gledala na to tako, zdaj pa sva seksala, zdaj sem pa dobila to, kar sem hotla. Ker nisem seks, kar sem hotla od njega. Ker ne bi sam za voljo seksa pač seksala. Mogoče, ker sem bila mlajša, ampak zdaj pa ne. Okay. Ampak mi je pa ful zanimivo, pač ful mi je dober, ful sem vesela, da je toliko njih različnih mnen, a ne? Yeah. Ker se mi zdi, da pa tudi malo bolj razumem ljudi okrog sebe. Ful, meni je ta epizoda malo oči odprla, tukaj bom imela zdaj za razmišljati doma. Ful lover. Ker sem z busom peljala. Ful lover, ja. Evo, potem pa še, to je Sara napisala, za dobro nagrado se je treba potruditi. To sem jaz napisala. Še napisala sem si, da si to ti napisala. Če ste rekla, da bo anonimno. Si rekla, da moram tvoje komentarje. No, povej zdaj, kaj sem rekla, pozabila sem že. Za dobro nagrado se je treba potruditi, si rekla. A jaz sem tu? Samo to. Ja, straight to the point in pač tako je, ne? Tam je ful dober. Zame. Ker vidiš, da z njim lahko preživiš tudi čas izven postelje. Ja. Ker, kaj boš pa, če imaš gaz? Fakt, fulkrat sem jaz ugotovila, če sem z nekom tako začela bazirati zvezo na seksu, da potem pač nisem vedela nič o njemu me ni zanimalo in nič se nismo mogla druge povezati in pa vse to je bilo fun times, ne, skus seksaš, ampak hkrati pa tudi nič kaj tako glih več zabavnega. Ja, nič, kar smo ugotovili je, da imamo še več vprašanj kot odgovorov zdaj, vsaj jaz. Ja, ugotovila sem da me ful zanima ta tema,
pa da se je izogibam, zato ker je malo kontroverzna. Ta sploh moški, ženska, ne? Se jih izogibam. Zato, da me ne bi kdo napadel. Ampak zdaj bom malo prav začela več razmišljati pa brati o tem. Ja, mene tudi to ful zanima. Pa sploh nisem jaz na nobeni strani, veš, da bi tako jaz v neki bila 100% prepričana, ne? Ali pa zdaj jaz neki brala, pa bila sem na eni tej strani, zdaj ali smo isti, ali smo različni, ali kakšni smo, ne vem jaz. Ampak vzamem pa res v consideration stvari, ki je preberem in me ne vržejo takoj ven, veš, kaj mislim? Ker tako se mi zdi, da smo bili v teh časih, da ko prebereš neki, recimo naslov prebereš moški in ženske, smo vsi različni, takoj je milijon komentarjev, ki niso prebrali pa vzeli v consideration, ne? Mene pa ful dobro take stvari malo premisliti, pa se vprašati, če jih začutam, pa zakaj me razjezijo. Ker tukaj te nekaj vrže ven na internetu, ne, oziroma kame, 10,000-krat na dan, je zmeraj nek dober razlog, zato pa moram malo razmisliti, ne pa takoj reagirati. No, evo, mene je bilo zaradi tega kar malo strah imeti podcast, ker pač sem mnenja, da imam glede določenih stvari toliko neizoblikovano mnenje, ker sem toliko in the middle, da sploh ne vem, kaj ne rečem. In kar strah me je, da bom rekla napačno stvar, zaradi tega, ker imam mogoče, ne vem, povejte, jaz bi ful me zanima mnenje drugih ljudi, ful me zanima, če so kakšnega eksperta bi imela z veseljem. Ja, ker se mi zdi, da ne vem toliko o tem, da bi lahko ful pametvala. Zdaj sem mi, da res, to so zdaj tako najna mnenja, pa najne izkušnje in to so spet pol anecdotal dejstva, ali kaj sem, kako bi temu rekli. Misliš, da prizadene tudi ko ljudi, pa tudi druge, ki slišijo, glede na to, da so tebe ti komentarji, ki si kaj prebrala, tako malo se te dotaknili. Ker sem dobila sporočila, potem sem to delila. Ja, napište, če ste jezni na nas, ne, ker smo zdaj tu govorili, ne, pa bomo pa videli. Zdaj bova skensla, ne? Ne. Okay, da ne bova končali na tako globoki temi, sploh ni bila tako ni bila grozna, težka, tudi ne. Za razmišljati, ja. No, za zaključek se gremo pa še naš Never Have I Ever, ki ga je tokrat napisala Sara. Zdaj si je že 3 epizode želela malo tako narediti, da bom jaz zgubila. Zdaj bom jaz to povedala. Da bo ona lahko mene uklenila. A boš ti prebrala? Jaz bom povedala, ker tule zdaj imam nekaj, če imam zapovedati pomembnega. Jaz ful rada zmagujem in ne maram zgubljati. In zdaj sem 2-krat ali 3-krat celo zaporedoma zgubila to igro in sem šla jaz v zapor, ne? In zdaj sem jaz napisala ta vprašanja, Never Have I Ever, doma, in sem si zdaj bo Lucija zgubila, ne? Zdaj bomo videli, če je tu resnica sicer, ampak vi pa morate zdraven odgovarjati in pol unka ima največ točk, oziroma unka da največ prstov dol. Dej, Lucija, please, lahko navodila poveš. Unka da največ prstov dol, gre v zapor. Ja, Never Have I Ever je se tu še, zelo enostavna igrca, kjer se prebere neko dejstvo, ker se začne za nikoli še nisem. In če to zate ne drži, to se pravi, nikoli še nisem šel v zapor. In če si že šel v zapor, grem prst dol, dobiš 1 točko. Tiska ima največ točk, to se pravi, že vse te stvari naredil, je najbolj poreden in gre v zapor zaporedne. Ti znaš tudi tako dobro povedati, da kar je malo tako strašno. Ja, se je. Zapor is no joke. Ok, zdaj bo pa Sara prebrala Never Have I Ever. Če bi res obstajal nek zapor zaporedne, odkud bi se žgal tam noč, sploh ne bi bil zapor. Ali pa bi bil vse zapor, pa ne. Kao, časi gledali, Orange is the New Black, tam sam seksajo. Ja, sem gledala, ja. No, evo, to je začnimo. ena mojih najljubših serij, ampak zdaj bomo pa kar začeli, ja. Komentar zdraven piše. Sara, napiši to. Potem pa Sara napisala ob 8:44 danes zjutraj. Jokam, pozabila. Pišem zdaj, spet bom jaz zgubila. Zdaj pa gremo. Nikoli še nisem plačala prvega dejta. Prvega dejta? Ne. Čak. Jaz sploh ne dam denarnice ven, jaz sem tako pač, zdaj pa gremo domov, pa ukrademo to pijačo ali pa jo plačate. A šteje? Ja, po mojem pa sem šla v kino in ne, ta drugi sem jaz pol, zato ker ga nisem hotela več videti, pa sem jaz plačala pol kino, ta drugi že bo izenačeno, prvič je pa on plačal. Sam sem pa jaz pripravila. Ja, tu narediš takrat, ko ga nočeš več videti, malo plačaš, ne pa vidiš. Ampak, šla sem pa pred tem na kao date, sem imela piknik. Takrat sem pa jaz se preštimala, ko je on prišel v Koper. Bom da tega ne gledal. Se sen. In sem jaz preštimala stvari in sem jaz kupila potem tiste pač stvari za piknik. Tako da, I guess, a se to šteje? Ne šteje se. Tu si ga ti vse povabila, tu je se mi zdi v redu. On je pa pač prišel tja, pa dobro. Pa ni bil prvi date, ne? Bil je prvi date. On je prišel v Koper. On je na prvi date prišel v teb.
pač bila sem na plaži. In pa so šla v kino zvečer in pa še domov. Okay. Pa v redu je, dobro, ne rabiš, da Drugače za ta dejt je drugače njegova mami wingman bila. Fun fact. Tu si bom krtlala zabeležila. Za tega, da lahko naslednjič, kar me tu zdaj zanima. Okay. A pa te ne šteje to? Ne šteje, v redu. Okay. Nismo plačali še prvega dejta. Ne. Nikoli še nisem doživela res slinastega poljuba. Tako res ogabnega, Lucija. Tako, da ko vmes si sem tako, pa zdajle pa jaz, ali me bo kap, ali bom umrla, ali pa bom šla stran, ampak polkar potrpiš. Se ti je kdaj zgodilo to? Ne tako, da ne bi hotla. Pač, ampak da ti je bilo ogabno, da si prav vmes imela tako... Ne. Ko pač, recimo, jaz imam slinaste poljube, ker se z Janom pač zajebava, okay, pa pač ima tako kakšne take čudne, veš, ker se zajebavaš, pa se pa tako ful čudno poljubljaš. Ne vem, Lucija. A ja, no, to delava, ampak tisti mi ni ugabno, ker mi je pač fani. Ali pa ne vem, tako res, a veš, malo tako blizneš, pa preveč, pa tako. Imela sem pa s preveč zobmi poljube. Ja, to tu pa, vse šteje. To bilo pa treba naučiti tistega. Kaj si ga naučila? Ja, sem mu rekla, da to mene boli. Jaz sem imela polkar cele zatečene usnice. Jaz sem bila v svojem življenju tudi po več let v zvezi z ljudmi, ki se ne znajo ljubčkati. Sem zaradi tega, ker se nisem upala povedati, da mi ni ok. Pa sem se 3 leta pretvarjala in it was miserable. Trgač. Fuck. Joj, a to je ful beče izpostavim. Ja, človeka glih ne izpostavljam. Ne bom. Ajde. Naprej. A ja, to je tu. Ja. A ja, ok. Ampak v glavnem sem potem naučila in je šlo in pa je bilo boljše. Ja, ne, to je fantastično, tudi da si ga naučila. Če pač ne bi mogla jaz skupaj živeti. Tu bi jaz enkrat rada dosegla. Okay. Nikoli še nisem seksala brez, da bi se poljubljala. Ni šans. Jaz ne vem, kako lahko ljudje seksajo brez, da se poljubljajo. Ja, pa Lucija, halo! Če kuhaš ali pa neki, tam se brokoli kuha, pečica tam dela, vse se peče, ti moraš seksati, valjda, da se še ne ljubčkaš umeš, če imaš v eni roki kuhavnico, v drugi uno in pač, ne? Sara, jaz če kuham, se ljubčkam, pa ne seksam. Če že, kako ti kuhaš, pa se... Jaz kuham, pa se skozi ljubčkam, pa objevam in ne seksam. Tu meni ne paše. To je glih obratno. Ja, obratno je, ja. Oh my God. Ok, tale bo pa zanimiva. Nikoli še nisem šla s svojim avtom na dejt. Jaz nimam izpita, drugače sem tako, da veste. Avta nimam, ampak v redu, super. Ta je bila pa res tailored for me. Ja, ful se jih nisem spomnila nekih. Veš zakaj? Zato, ker sem jaz pol tudi že vse imela te neke čudne in zdaj sem mogla neki wingat tlele. Ok. Oh. Nikoli še nisem nekoga poljubila, sem zato, ker se mi je pač zdelo, da moram. Da bi bilo čim hitreje konc neke situacije, ali pa tako, da bi pol rekla tako, joj, najbolj, da se to ne bi zgodilo. Jaz sem. Ne sem, da bi mogla. Sem se kdaj, ker sem na unoh, še v srednji šoli, ker sem bil parti, pa si bil pijan, ampak takrat sem se jaz ljubčkala, zato sem se hodila, meni pa tako, mi se moram malo ljubčkati, če se jaz ne bom ljubčkala brez veze, sploh zakaj sem sploh tle pijana. Jaz pa se moram naučiti reči ne zgleda. Jaz včasih kar mi ne pomeni tukaj veliko, veš, da bi ali pa ne bi, pa sem tako, ja, v redu, ok. In pa mora dati meni ljubčka na lička in je najbolj grozno. Ja, ne, to je pa valjda, da grozno. Ja, obrisala sem si usten, nima veze, naprej. Nikoli še nisem šla na več kot en zmenek v dnevu. A z isto osebo ali z večjimi? Večjimi. Ali pa isto, vseeno je. Pa tudi z isto, ne, če imam že, se nadaljuje ta zmenk. Ne, nisem šla na več zmenkov v enem dnevu. Kako sem slabo. Pa kje vam je cajt za to? Ja, ne vem, tako na dopustu, ko si bila kje sama, recimo. Jaz, ko sem bila na dopustu, ali pa ko sem v Atenah živela, sem šla tudi na 4 dejte na dan, če se mi je zazdelo. To je pa tak social battery, ki ga moraš imeti. Ne, sem ne vem, koliko ti si 6 ur na dejtu. Jaz sem na dejtu, ne vem, dokler ne vidim, kaj se dogaja, pa kva je, pa kva ni. Hitro gre tu. Spet boš zgubila. Ja, čakaj. Nikoli, ja, pol do 1:04 mi je še uspevalo, pa ne več. Nikoli še nisem na prvem dejtu govorila o bivšem. Pa jaz ful to ne odobravam. Jaz tudi ne, ampak če imaš res nekaj konkretnega zapovedati, zakaj pa ne bi povedal? Ja, pač to... Nikakor, da se moramo delati, da nismo še z nobenim bili. Jaz ful zavestno ne govorim, ampak sem pa že kaj tako rekla. Po nesreči, ne? Ja, pač dih je pasalo, pač dih tako je bilo uno, ampak bilo uno na foro, ne vem spozeti, ampak ja, je bilo že kaj. Okay. Nikoli še nisem naredila prvega koraka. Pa ne v smislu, da nekomu napišeš, ampak tako res konkretnega. Konkretnega v smislu, da pač bi ti nekomu dala ljubčka, da bi ti zdaj tu splanirala, kar je Jan tam med tvojim govorom o penisih splaniral zate. Čak, prav pomisliti moram.
Zdaj si pa predstavljaj, da tu morajo moški skozi delati. Mi pa sploh še nimam te izkušnje. Po mojem, da nisem. Pa skoraj rada bi rekla, da sem, ampak se res ne spomnim situacije. Jaz tudi ne. Ja, fuck this, ne. Ja, nič, konec je te igre in zdaj grem jaz tudi spet v zapor. Ne vem, kaj naj rečem, še nimam nobenih dodatnih. Lahko pa, če kdo hoče malo mene potolažati, ne recimo, da ne bom vsakič jaz zgubila, imate lahko več prstov dol kot jaz, pa poveste v komentarjih, da vemo. Zdaj se boste s Saro Ej, veš družili kaj? v zaporu. Bo dobra družba. Ja. Sam ljubčkala vas mogoče glih ne bo. Ne, jaz približevala, v bistvu se vam ne bom približevala, no, če tako povem. Čeprav jaz mislim, da ti sam mene nočeš. Niti ne fantaziraš o meni, Ne, niti to me je ta ljubčkat bisexual nočeš. panic, ki pač, če se ti približa punca, pa si punca pol znoriš. To Ne? me zdaj kao to laži, da, ampak v resnici se pa sam nisem ji všeč. Evo, tu so pa te ženske misli, ne. Nimam, jaz ne bom nič rekla. Naprej. V glavnem, dajte lajkati tole epizodo, že sam zaradi tega, ker je Sara spet zgubila, čeprav se je toliko zelo potrudila, da ne bi. Dajte poslati ljudem, pa jih vprašajte za njihovo mnenje o teh seksih na prvem zmenku, pa please napišite nam, kaj si vi v tem mislite, ker me res zanima, pa bomo o tem še debatirali. Ja, Res. pa jaz pa še en nagovor, da tako, ne vem, mogoče jaz bi rada, da tako res iskreno odgovorite, ne iz jeze. Wow, tu sem pa zdaj tako povedala. Pač veš, da malo vzamete v consideration, tako ja. Navodila so, poslušajte to epizodo, pa malo razmislite, pol pa napišite komentar. No, če so že do sem prišel, so verjetno poslušali. Jo. V glavnem pa followajte vse te akaunte na TikToku, na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu, vse. In potem bo vam ide najbolj veselje na svetu. Za vsak follow bo vam ide tako, nama bo srček zrastel za 1 milimeter. To je pa tako lepo zdaj. Adijo!